Dame in gospodi, reporter Milan, sem ponovno na sledi resnice. Vsi ste morda slišali za dogodek, ki se je zgodil v Žalcu, ko je prišlo do zastrupitve s THC-jem na seansi oziroma na seminarju samozdravljenja z marihuano. So torej nekateri, kot kaže, pretiravali, zato sem se odločil, da pravzaprav obiščem strokovnjake, edine prave na tem področju pri nas. To je Društvo proti krivicam Studenci in tu sem zdaj z gospodom predsednikom. Gospod predsednik, dober dan, kako komentirate dogodek v Žalcu? Dober dan, jaz ti moram povedati, sem mogoče slišiš, jaz včeraj, odkar sem za to zvedel, ko so me zveze naših društev, kjer pa so poklicali, pa smo imeli tako bilateralno sejo mi, da sploh nisem zdravil več imel, samo zato, da lahko danes bolj hitro govorim, ker tako smo se že včeraj čula, da se danes vidimo. Glej, gre za izredno neljub dogodek, bom rekel, tako milo. Osnovni problem v tem je, da že kako to razni novinarji, ne vem, če vi nisem zdaj poslušal, tudi poročate, ne, namreč. Mi tukaj v našem društvu imamo potrjeno analizo, potrjeno sigurno, ni zdaj na inštitutu Jožef Štefan štemplana, ampak dam roko, jaz za njo, če pa dam roko, pa veš kaj to pomeni, da ne on zdravili imati, torej je potrjena. Da bi en starejši občan zajmo mogel pojesti 250 kg industrijske konoplje, da jim bo bilo slabo. Ne od THC-ja, ker bi ga napihnilo. THC-ja tako malo nodati ne more biti. Šlo je pač za čisti overdose, namreč on je pač namesto totih keksov dal one, to se je jedlo. Gori na Seniku se je volja dobila, se veš, 2 grižljaja, takoj misliš, da si 28 let star. Problem je tudi teh starejših občanih. Namreč, če hoče oni za ena stara leta biti poredni, ne grejo 2-krat več na Urban, naj se dobijo v četrtek na onih plesih upokojenskih, ker se napijejo do nezavesti, pa ne vem, kaj vse delajo, pa je glih tak rešilec vozi, pa noben ne poroča. Naj ne vem, kaj delajo, zdaj seks, drugs and rock'n'roll, ko si 60 let star, mislim, zdaj pa normalno, ne, se veš, malo keksa poješ, hopa, ne, kaj te to je, ne, nekaj, že trzamo, ono, daj še malo, daj še pol, do tistega, da je bila panika, da je bilo slabost, to je overdose. Vidiš, to na naši sedežni, zakaj miš, da imamo mi tu oblečeno gor toto nautično umetno usnje, zakaj? Poštari, ko se menjavajo, vsak je pamet, ne, se pa te jaz kadim, bom zdrav, sem pa tja, razumeš, mu slavo postane, navadno to oke obrne, tu vodo spusti, samo dol obrišen z ledo gotovo, ne, zakaj bi zdaj pravi leder, pa pol to menjavati, ampak to je overdose, to ni nobene panike. En poštar enkrat tu denik do 5 spal, Donko je pač raznosil to, kaj je, se zdaj ni težko, če ima zloženo po ladlih in to je to. Kako smo ravno menili vašega šoferja in redarja Donkota, kaj pa on zdaj počne v bistvu? On pa ravno za tebe, da to neka pokazna vežba, to industrijska konoplja, da ti pokaže, zakaj je dobra za špago delati, ne. Da se bomo lahko Tarzana igrali, ko bomo vzeli zdravila, pa ko smo mi na tisti, mislim, ker Bog daj, da je meni enkrat bolnico tega pejali. Bog daj, samo ne vem kak, ne. Predsednik, kaj bi lahko zdaj končno začeli? Smo rekli ne, intervju skozi, pa bolj začnemo seansami. Torej vi pravzaprav pravite, predsednik, da je prišel do napake, da samega dogodka načeloma ne obsojate, ampak da je tu... Glej, delavnica kot taka je super, ne. Samo zdaj, če ti moraš A pa B imeti sortirano, ne, pa pomalo dava tako ptičom. Zdaj ne, moraš zdaj starega ptiča lupinga nauči delati, veš kaj ti hočem reči. Predsednik, kaj pa zdaj? Zdaj pa začnemo, ne. Ja dobro, hvala lepa. Do slabosti danes, ne, spomin pač na dogodek. Hvala lepa, da nas ne pozabite, resnica ni plenica, pa vendar marsikomu smrdi.